Revoz 8 delovnih dni le v dopoldanski izmeni. V Dolenjskih Toplicah ne bodo več izdelovali čevljev. Novomeški kolesarji na svetovno prvenstvo. Lepo pozdravljeni. Novomeški revoz bo od 19. do 28. septembra obratoval le v dopoldanski izmeni. Razlog za zmanjšanje obsega proizvodnje, padec prodaje, ki je občutno presegel predvidevanja v podjetju. Število naročil je takšno, da ne zadostuje več za normalno obratovanje, zato vodstvo revoza išče možnosti za optimizacijo poslovanja. V podjetju se s socialnimi partnerji tako že pogovarjajo glede nadaljnjega prilagajanja poslovanja neugodnim razmeram, pravijo v novomeškem avtomobilskem podjetju, cilj pa je obdržati trenutna delovna mesta, dokler in kolikor je to mogoče. In takšna je tudi zahteva delavcev, da najdejo rešitev brez odpuščanj, nam je v telefonskem pogovoru povedal predsednik revozovega sindikata Slavko Pungaršič. Celoten evropski avtomobilski trg se je, kot smo že poročali, skrčil, še najbolj francoski, ki je za revoz najpomembnejši in je lani predstavljal 52% njihovega trga. Dodaten udarec zanje pa je ta, da ravno segment A, kamor sodijo modeli Twingo, Clio 2 in Wind, ki jih proizvajajo v revozu, beleži še večji padec, kot je povprečje na trgu. Tako so v podjetju že ukinili nočno izmeno in po kolektivnem dopustu obratovali le v 2 izmenah, zdaj pa bodo 8 delovnih dni obratovali le dopoldne. Podobna težava pesti tudi podjetje Afit s sedežem v Mirnu pri Novi Gorici, ki je znamko Ciciban eden od proizvajalcev otroške obutve v Sloveniji. Po dobrih 12 letih namreč zapira svoj obrat v Dolenjskih Toplicah, prav tako tudi trgovino, delo pa bo tako izgubilo 40 zaposlenih. Po zaprtju šivalnic v Kalu nad Kanalom in Tolminu v letih 2009 in 2010, tako zdaj ostaja le še matično podjetje v Mirnu. Proizvodne prostore v Dolenjskih Toplicah so kupili konec pomladi leta 2000 od stečajnega upravitelja tovarne Bor. Istega leta so začeli s proizvodnjo. Po 12 letih, ko zapirajo obrat v Dolenjskih Toplicah, kjer je bilo 40 zaposlenih, bo v podjetju ostalo še 150 zaposlenih. Vsi zaposleni v obratu v Dolenjskih Toplicah so dobili odpoved, ki so jim jo vročili 23. avgusta, z enotnim odpovednim rokom 45 dni. Delavce so že prej obvestili o nameri in zagotovili, da bo podjetje poravnalo vse zakonske obveznosti do delavcev, torej plače, regres, ostanke dopustov in pripadajoče odpravnine. Trend upadanja naročil se je po besedah Borisa Petejana iz podjetja Afit začel konec leta 2008 kot posledica splošne krize in je pripeljal do zaprtja obeh šivalnic ter zdaj še obrata v Dolenjskih Toplicah. Med glavnimi razlogi za krčenje proizvodnje so nedostopnost bančnih kreditov, plačilna nedisciplina ter poplava cenene obutve predvsem azijskih proizvajalcev. Jutri pa bo znano, katero je najhitreje rastoče podjetje v jugovzhodni Sloveniji. Na podlagi rasti prihodkov in zaposlovanja, drugih finančnih podatkov ter podjetniške zgodbe je namreč metodološka komisija z glasovanjem izbrala 3 nominirance, ki se bodo jutri v Kulturno-kongresnem centru Dolenjske Toplice potegovali za priznanje Dolenjsko-posavska gazela 2012. To so podjetja Eurosat, GEN-I in Yaskawa Ristro. Po dejavnosti, ki jo opravljajo, so si nominirane gazele zelo različne. Eurosat, ki prideluje jabolka, hruške in breskve, od lanskega leta uspešno prodaja jabolka sorte Gala tudi v Dubaju. Krški GEN-I je pomemben akter na elektroenergetskem trgu in najmlajše podjetje od nominirane trojice, saj je bilo ustanovljeno pred 8 leti. Ribniški Yaskawa Ristro, ki je sicer v lasti Japoncev, pa je specialist za robotske sisteme, ki jih kupcem dobavlja na ključ. Lanska regijska gazela je bila sicer novomeška mikrografija, Dolenjsko-posavska regija pa je doslej dala 2 zlati gazeli. Keko Varikons je naziv pridobil leta 2004, Krka pa pred 2 letoma. Po predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti naj bi iz 9 območnih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja nastala 2 nova nacionalna inštituta, in sicer Nacionalni inštitut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Mnenja o tem pa so različna. Direktor Novomeškega zavoda za zdravstveno varstvo Dušan Harlander se s predlogom ne strinja. Razlogi za nestrinjanje so tako poslovne kot strokovne narave. Nikakor pa ne gre za to, da bi se direktorji borili za svoje stolčke, poudarja.
Jaz kot zdravnik specialist bom več zaslužil, če bom delal kot zdravnik specialist, kot tukaj, kot sem zdaj direktor. Tako da, vkoliko sem jaz problem, ali pa mislim, da lahko za vse svoje kolege to rečem, se lahko zamenjamo. Nameravana reorganizacija ni skladna s cilji vlade na področju zdravstvene reforme, je prepričan Harlander. Glavna cilja sta povečanje avtonomije in odgovornost menedžmenta v zdravstvu, a predlagano združevanje vodi v centralizacijo, je prepričan. Potem naj bi se znižala obremenitev zdravstvenega sistema. Seveda se ne bo znižala. Tam v predlogu so zapisali, da naj bi bil letni prihranek 1,5 milijona evrov. Poglejte, predlagatelji nimajo za temi številkami nobene ekonomske analize. Pojavljajo se tudi vprašanja, kako bo z reorganizacijo zaposlenih. V kratkem pisnem odgovoru z Ministrstva za zdravje sporočajo, da o odpuščanju v okviru reorganizacije ne razmišljajo. Zagotovo pa bo treba določiti delovne naloge zaposlenih v obeh javnih zavodih in njihove pristojnosti, so zapisali. Na Inštitutu za varovanje zdravja pa predvideno združitev vidijo kot korak v pravo smer. Saj gre po našem mnenju za racionalnejšo organiziranost dejavnosti ob doseganju maksimalne koristi in zadovoljstva uporabnikov. Posebej smo veseli predloga 2 nacionalnih inštitutov, torej 2 javnih zavodov, ki bi izvajala javno službo na tem področju. Seljakova obenem zavrača namigovanja, da namera o povezovanju poteka zaradi sanacije negativnega poslovanja Inštituta za varovanje zdravja. Saj bi sanacijo lahko zagotovili že s tem, da bi upoštevali sedanje predpise glede delitve dela na območni in nacionalni ravni. Je pa vprašanje, ali bi bilo po 20 letih, ko se to ni upoštevalo, sedaj smiselno to urejati na tak način. Zdaj je na potezi Državni zbor. Vlada je namreč na zadnji redni seji določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti ter ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku. Za veliko staršev, učencev oziroma dijakov je nakup šolskih knjig velik finančni zalogaj. Zato so še kako dobrodošli sejmi rabljenih učbenikov, s pomočjo katerih lahko razbremenijo družinski proračun. Letos so v novomeškem BTC-ju dali pobudo prodajalcem knjig, da jih lahko, če jih ne bodo uspeli prodati, podarijo v dobrodelne namene. To so ves teden počeli na tradicionalnem sejmu rabljenih učbenikov za osnovne in srednje šole. Največ povpraševanja je bilo po knjigah za srednješolce. Moram reči, da v tem tednu, v bistvu v tej akciji, so rezultati izjemno dobri. Vidi se ta socialna nota oziroma ta dobrodelnost in seveda nabralo se je učbenikov, ki so veliko večjem številu, kot smo pričakovali. Gre kar za 400 knjig učbenikov. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo zbrane knjige predalo socialno ogroženim dijakom. Na festivalu slovenskega filma, ki bo potekal od 27. do 30. septembra v Portorožu, bodo prikazali 66 filmov, od tega 43 v tekmovalnem programu, med njimi 7 celovečercev. V tekmovalnem programu bodo sodelovali tudi dokumentarni filmi, med njimi bosta tudi 2 dokumentarca ustvarjalcev iz jugovzhodne Slovenije. Oči in ušesa Boga, skupen projekt Belokranke Maje Vajs in Toma Križnarja, ter Dolge počitnice Krčana Damjana Kozoleta. Nadaljujemo pa športno. V nedeljo se v nizozemskem Limburgu začenja svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, kjer bodo v ekipnem kronometru nastopili tudi člani novomeške Adrie Mobil. Slovenijo bo tokrat zastopala zelo številčna zasedba, med njimi tudi 7 profesionalnih kolesarjev. Cilji so visoki. Celo leto odrekanja, garanja, na koncu se to poplača. Ja, gremo na svetovno prvenstvo, bomo zraven najboljših ekip, tako da komaj čakamo. Pričakovanja so in vedno morajo biti visoka, namreč samo motiv lahko potem tudi vodi k dobremu rezultatu. Vprašanje seveda je realno, kaj smo sposobni ta trenutek, predvsem v dirki profesionalcev, bom rekel, je proga tako zahtevna, da je pravzaprav nemogoče napovedati razplet same dirke. Specifična je tudi sama trasa prog na Nizozemskem. Proga je
bom rekel, zelo značilna za ta del Nizozemske, tudi sama cestna dirka profesionalcev, izjemno ozke ceste, precej vetra, razgiban teren, kratki strmi vzponi, ostri zavoji, tehnično zelo zahtevna proga. Marko Kump, ki sicer nosi belo majico vodilnega kolesarja v evropski seriji, bo nastopil tudi na cestni dirki. Pričakujemo dober nastop in pa, da bomo dali vse od sebe, kaj pa to pomeni v številkah oziroma v rezultatu, bomo pa videli po nedeljski tekmi. Član reprezentance je tudi Belokranjec Jani Brajkovič, ki je sicer poškodovan, ampak naj bi nastopil tako na cestni dirki kot v kronometru. Nogometni navdušenci so bili včeraj precej razočarani nad novim nesrečnim porazom slovenske članske nogometne reprezentance na gostovanju na Norveškem, kjer so izbranci selektorja Slaviše Stojanoviča izgubili z 1:2. Več razloga za veselje pa je bilo v Novem mestu, kjer je selekcija do 19 let na prvi mednarodni tekmi na novomeškem stadionu Portoval ugnala svoje poljske vrstnike s 3:2. Poljaki so sicer dobili prvi polčas z 1:0 in vodili z 2:1 do samega zaključka tekme, nato pa so Slovenci v zadnjih 10 minutah zadeli dvakrat in tako slavili na prijateljski tekmi. Mislim, da na začetku smo se malce smo se postavili preveč nazaj in to je pač botrovalo do prvega zadetka, ki je bil sicer Eurogol, ampak potem smo stopili više, zadeli gol in ga ponovno prejeli v drugem polčasu, potem smo pa dali vse moči v napad. No, tudi prvi polčas smo delovali dosti dobro. Vročina je tista, ki je operirala z današnjo tekmo. Mi smo imeli v prvem polčasu kar nekaj lepih priložnosti, vendar moram povedati eno, da take izvedbe udarca pri 19 letih, kot jo ima ta Poljak, ki nam je danes dal 2 gola iz 30-25 metrov, da je to nekaj fenomenalnega. Slovenija se bo sicer sredi oktobra v Slovenski Bistrici in Bakovcih borila za napredovanje v drugi del kvalifikacij za Euro do 19 let. Ja, mislim, da z dobro igro in če bomo kompletni, mislim, da lahko pridemo seveda v elite round, potem pa z malo sreče tudi odvisno od skupine na evropska. Pa to so moja pričakovanja. Imamo mesec dni do kvalifikacij, moram priznati osebno, da ne poznam dovolj dobro ekipe kot homogeno ekipo, posameznike poznam kar. Bomo videli, treba je stvari dodelati, treba se usesti, imamo mesec dni časa, imamo zelo težko skupino. Značaj ekipe bo tisti, ki bo odločil, ali bomo šli naprej, še dodaja Gliha. Še na golf igrišče. Zgodba golfa na Otočcu se je začela pisati leta 1999. V 13 letih od ustanovitve golf kluba Grad Otočec pa se v nadarjenih mladih igralcih že kažejo prvi sadovi dobrega dela. Na tokratnem turnirju so se tako predstavili tudi domači upi Aljoša Kafol, Langa Šperin, Sara Gorenc in Veronika Levak. Danes ima Golf Zveza Slovenije tekmovanje Junior Tour, to je tekmovanje naših najmlajših igralcev. Tekmovanje poteka celo leto po vseh igriščih v Sloveniji. Igrajo pa igralci U12, U14, U16, U18 in U21. Trenutno pa golf uživa sloves tenisa izpred več kot 20 let, da gre za bolj gospodski in drag šport, kar pa ni realna slika in to se kaže tudi v zanimanju mladih za ta šport. Med mladimi je zanimanje vedno večje. Golf je postal olimpijski šport, torej leta 2016 bo tekmovanje v golfu na olimpijadi v Braziliji in zato je tudi zanimanje vedno večje. Sicer pa so pogoji za igro na tokratnem prizorišču. Na Otočcu so pogoji čudoviti, igrišče je eno najlepših v Sloveniji, tudi osebje je zelo prijazno, tako da se vsi skupaj zelo dobro počutimo. Med domačimi igralci pa se je najbolj izkazal Aljoša Kafol, ki je slavil oba dni in tako postal prvi igralec do 12 let v Sloveniji. Za konec še opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje. Ponoči bodo reke v večjem delu države začele naraščati. V porečju Krke, Kolpe in reke bodo dosegle velike letne pretoke, ponekod lahko presežejo opozorilne vrednosti, saj bo v večjem delu države v približno 12 urah padlo od 50 do 100 mm padavin. Podrobnosti pa še v vremenu. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer.